Tako, spoštovana Ptuj.X publika, nadaljujemo serijo naših intervjujev in z nami je kandidat gospod Križanič. Da ne kompliciramo, kdo si gospod Križanič in zakaj kandidiraš? Kandidiram zato, ker smatram, da lahko veliko pripomorem za svojo kapaciteto, znanjem, s svojimi mednarodnimi povezavami, kar mislim, da je ena mojih glavnih prednosti. Jaz se veliko ukvarjam s politiko, ampak ne kot politik, delam pa vsakodnevno z inštitucijami, od lokalnega nivoja do globalnega, se pravi delam z občinami, delam s slovensko vlado, pa tudi z drugimi, delam z Evropsko komisijo, pa z različnimi inštitucijami znotraj Evropske unije, pa tudi z Združenimi narodi, tudi na Generalni skupščini Združenih narodov sem že bil in se pravi, moti me, oziroma boli me, da Ptuj ni bolje uvrščen v mednarodnem prostoru, glede na to, da je Ptuj center, en zgodovinski center, ne samo geografski, mislim geografsko tako je tako Slovenija res v centralni poziciji. Ptuj je pa še znotraj tega sveta dejansko že 2000 let eno križišče tega sveta. In to moramo vrniti nazaj, ker bolje, ko bomo povezani, pozicionirani globalno, mednarodno, predvsem evropsko, bolje bo to za nas. Več ljudi bo vedelo za nas, več energije se bo steklo k nam, več denarja se bo steklo k nam in enostavno bomo tudi mi bolje zaživeli. Že pred 4 leti si kandidiral z takrat zelo napredno kampanjo in pogledom na mesto Ptuj je svetoven, da spomnimo. Kaj si se v teh 4 letih še dodatnega naučil v tem dejstvu, da je Ptuj svetovno mesto? Dodatno pač v okviru svojega dela seveda vem več, kaj se še vse da storiti. Po drugi strani pa so se dejansko še samo poglobile določene frustracije, ker sem v zadnjih 4 letih res aktivno delal v tem mednarodnem, evropskem in globalnem prostoru. In še bolj sem videl, koliko je potrebno, bolj zagreto delati za naše mesto. Jaz sem poskušal že tudi v nekatere programe vključiti Ptuj, pa naše okolje. Žal vedno ni bilo možnosti ali pa ni enostavno na Ptuju ni sogovornika inštitucije, ki bi bila dejansko dorasla nekemu sodelovanju. Čeprav po moje je, ampak je pa zgleda, da premalo tega entuziazma, da bi se ljudje zavedali, kako je to pomembno in enostavno zgleda, da pač tistim, ki imajo vzvode odločanja in financ na Ptuju v rokah, jim je to, zgleda, da jim je njim enostavno dovolj dobro. Jaz sem danes v enem videu, ne bom dejal postavil tezo, ampak kar povedal, več nas je, ki dejansko se zavedamo te svetovljanskosti mesta, ker če ne bi mesto tega imelo, ne bi bilo tako staro po letih, se razume. In ena naša taka temna usoda oziroma tragedija našega mesta je, da je bilo dejansko ena taka zadnja LDS enklava v Sloveniji, se spomnimo, in en ta modus operandi se je dejansko vlekel več kakor 10 let, tako da brez da se daj dolgovezimo, v bistvu je naš temeljni problem, da smo duhovno in potem seveda realizacijsko zabredli zelo globoko. Kako bi Robert Križanič to rešil, ta problem, ki je povsem evidenten, kar tudi sam vidiš, ko kaj probaš, pa ne gre? Glej, sam si omenil, da se pač določene strukture in ljudje se dejansko samo preoblačijo v našem okolju in nekih sprememb pa ni. Tudi dejansko vse večine, ki so bile v mestnih svetih zadnjih 20 let, dejansko prihajajo bolj ali manj iz istih krogov, ki jih vodijo in koordinirajo isti ljudje. Zdaj, določene stvari so bile narejene, ampak hkrati pa vidimo, da Ptuj ni šel naprej tako hitro kot ostale občine, ampak še celo določene stvari smo naredili slabše. Da ne govorimo o tem, kako smo ravnali z mestom Ptuj. Dejansko smo uničili nekatere centralne točke,
ki so, po moje, ne vem, lahko bi jih v duhovnem smislu enačili s srčno čakro ali pa kakšno drugo. Če pogledamo ta del, predel mesta, tržnica, gledališče, eno in drugo je bilo pred obnovo dejansko z več duše in lepše, pa celo tudi bolj učinkovito, glede na svoje poslanstvo. In ta funkcionalnost je pa seveda zdaj čisto propadla dejansko. Da ne govorimo še tudi o nekaterih drugih hišah in dogodkih. Hkrati pa v mestu, v starem delu mesta, ki je naš ponos, vsi se slikamo na mostu, vsi se hvalimo, da smo iz najstarejšega mesta, ampak v starem mestnem jedru dejansko brez oziroma razen določenih zasebnih iniciativ se ne zgodi nič. Ampak to je naš center, to je jedro, na katerem moramo graditi. Ker bolj ko lepše, ko bo, kvalitetneje, ko bo narejen in obnovljen center mesta, staro mesto, boljše bo to za celo mesto. Saj mi smo ena večja vas, konec konca, v enem normalnem, enem regularnem, globalnem pogledu. In stari del mesta se lahko rešuje iz različnih pogledov, različnih smeri. Stanovanjska problematika turizma in podjetništva. Trenutno je polovico mesta praznega in občina lahko tukaj pristopi s tem, da enostavno kot močna inštitucija, ki dejansko ne more bankrotirati, lahko da garancije in podjetnikom in ljudem, da postanejo lastniki. Občina lahko odkupi dejansko stavbe v mestu in jih nameni tujskim podjetnikom, ljudem, ki bi radi tukaj živeli, in to na način, da so lastniki. Ne, da so najemniki stanovanj, ampak da so lastniki, kar je pa zelo pomembno v teh časih, ko vidimo, da gre sistem, da gre trud ljudi, ki so v globalnem sistemu najmočnejši, v to smer, da je vedno večja kontrola nad tem, kaj počnemo in kdo je kakšen, in seveda zato, da že vnaprej zaščitimo naše ljudi, da niso ranljivi, ker ko so samo najemniki, so ranljivi, ko pa postanejo lastniki, pa je to potem čisto druga vrsta zaščite. Sedaj si tukaj v hotelu Mitra na Ptuju organiziral tudi serijo predavanj, kako bi vsebine, ki so bile tukaj posredovane, navezal tudi konkretno na Ptuj. Te vsebine so tako kombinacija zdravja, duhovnosti in politike. In jaz v tej smeri tudi sam delujem in vidim razvoj. Zdaj, politika je tista, ki vse usmerja, odloča, ampak pomembno je, da je tudi sama politika ozaveščena, da je politika zdrava in da ima določeno stopnjo zavedanja duhovne ravni. Ker ko skombiniraš vse te stvari, potem boš tudi videl stvari drugače. Tudi ljudje bodo na drugačen način dojemali naše okolje, kolikor bomo imeli to vse ukomponirano. Zato smo imeli mi na teh predavanjih politike, smo imeli zdravilce, smo imeli novinarje, smo imeli ljudi, ki imajo izjemne uvide izza kulise mednarodnega političnega dogajanja, gospodarskega dogajanja. In zdaj, naslednji teden, za zaključek tega našega sklopa, prihaja še pater Karel Gržan, ki je pa sam po sebi dejansko povezovalec vseh teh sfer, se pravi in duhovne, in politične, in seveda tudi kot pisatelj, kot sam velik dejansko kulturnik. In ko to povežemo in ko bomo skozi te pogovore videli, če lahko posamezniki delujejo na tak način, moja želja je, moj namen je, da bi tudi Ptujčani delovali na tak način. Seveda ne moramo vsi delovati na enak način, ampak moramo se pa spoštovati in moramo upoštevati vse segmente našega bivanja. Kako so ti gostje, ki so sodelovali, komentirali to mesto naše? Ja, vsi pridejo z nekimi občutki, da je pa Ptuj nekaj posebnega. Zdaj, seveda vsi, ki pridejo za eno predavanje ali pa pridejo na vsakih par let na Ptuj, je to seveda super. Zdaj, in vsi vedno, praktično vsak človek, vsak gost, vedno sam omeni tudi besedo potencial. Pa lahko bi to, pa lahko bi ono.
brez da bi sploh vedeli, kaj že sploh je. Ne? In to me veseli, ker dejansko vsi ljudje se zavedajo potencijala našega mesta, lokacije, vedute in če ljudje to spontano, brez da bi razmišljali, čemerkoli to govorijo, potem še moramo mi to samo udejaniti. Energija je že tukaj, volja je že, zdaj pa mora ta volja, ne, ki je pri ljudeh, pri naših obiskovalcih in naših sodelavcih, naših prijateljih, še biti enostavno tukaj v našem mestu. Mi moramo to samo zdaj akumulirati in pravilno ovrednotiti in oplemenititi z financami, z državne ravni, z evropske ravni in jaz mislim, da je to prava pot. Ti mnogo potuješ po svetu in Evropi, kako bi, denimo v nekem svetu, ki nam je dosegljiv z avtomobilom, rečemo severno od nas, Avstrija, Nemčija, Švica, kako bi mesto Ptuj izgledalo v eni izmed teh držav, če bi taki zaklad imeli oni preki? V katerikoli državi, severno, južno, vzhodno, zahodno od Slovenije, če bi Ptuj bil lociran tam, bi bil Ptuj en zgodovinski in arhitekturni biser. Če pogledamo, če stopimo tukaj na Hrvaško, do hrvaških mest, kako so rejene, če gremo v Italijo, v Italiji je itak tako ali tako zgodovina in kultura njihova strast, v Avstriji vemo, da je stvar urejena in enostavno moramo vlagati v to. Mislim, v nobeni državi, ne, kaj šele v Švici, v Nemčiji, dejansko nikjer ne bi tako staro mestno jedro, taki biser, bil dejansko na pol razdrapan. Tu pa greš po naših ulicah, po mestu, nekatere stavbe so urejene samo od zunaj, ko pa stopiš na dvorišča, ko greš v stavbe, ko greš na obisk ljudem, ko želiš obnoviti en prostor, potem pa vidiš, v kako slabem stanju je to mesto in to se meni zdi neverjetno in mislim, da to mora biti prioriteta našega ukrepanja. Kje misliš, tiči vzrok za to, dejansko se tisti, ki se s tem ukvarjamo, to sprašujemo, odkot taka zabluda, kje tiči vzrok za to, da tako velika količina prebivalstva te edinstvenosti ne dojame, ker ne nazadnje bi si človek tako mislil, da je neka, poimenujemo sedaj v tem pogovoru, to takole, ne nazadnje vrednota neko podjetništvo, če bi generiral obisk, generiral ne nazadnje poslovanje, bi vsi od tega imeli več tudi tako na duhovni, kakor na materialni plati. Zakaj se samovoljno podajamo v to duhovno in materialno revščino, ki jo ustvarjamo? Kaj misliš, kje je tisti problem temeljni? Moja teorija, ki sem jo že razložil in povedal tudi javno, je, da so ljudje, oziroma večina ljudi, ki živi tukaj v tem okolju in v tem mestu, dejansko ni povezana s tem mestom zelo močno. V tem mestu večinoma živijo ljudje ali pa potomci ljudi, ki tega mesta niso gradili. To zdaj samo po sebi ne bi smelo biti problem, če je mesto pač urejeno in nekdo pride s tem sem samovoljno. Zato recimo že vidimo, vsi ljudje, posamezniki, družine, ki so se sami odločili, da so kupili neko nepremičnino v mestu, da so vložili v to tiste posamezni deli tega mesta, se pravi vrtovi, hiše, lokali in tako naprej, živijo in so fantastično urejeni. Še vedno pa je večina ljudi, ki živi ali dela v starem mestnem jedru, ljudi, ki s tem mestom niso toliko povezani. Vsem se zdi fajn pa lepo, ampak dejstvo je, da pred 70-80 leti so tisti, ki so dejansko tukaj imeli dolgoletne korenine, morali zapustiti mesto, v mesto so pa prišli in so bili dejansko na polno silo naseljeni ljudje iz bližnje in daljne okolice mesta, ki pa s tem mestom niso preživeli. In to je, po mojem mnenju, ena taka genetska povezava med ljudmi, ki so danes tukaj v mestu in manjka, oziroma pač manjka tisti del do tistih ljudi, ki pa niso toliko povezani z tem urbanim delom mesta. Če smem pod vprašanje,
ravno med debatami z tudi našim kandidatom Lackom sem danes tuktal. Ali misliš, je ta temeljni problem, da smo zaštekali to, da se nekako preveliki količini ljudi zdi, da je pa Ptuj nastal po letu 45? Kot da se ne znamo postaviti v zgodovino, ki je dejansko svetovna, kot si že dejal. To si ravno zdaj povedal, ja. V bistvu osnovalci tega mesta so bili pregnani, pobiti in podobno in sedaj nekako ni povezave med stanovalci in tvorci tega mesta ni. Ja, zdaj, težko je zdaj oceniti v detajle. Je pa to sam veš, ne, pa verjetno tudi naši gledalci, da je še vedno slovenska politika kot da bi bilo včeraj leto 45. In to ni zdaj samo za, da bi kritizirali ptujsko sceno pa ptujsko politiko. To je vseslovenski problem, ki seveda vpliva na ptujsko lokalno politiko. In tukaj pa spet se vidi tole, ne, da je v Sloveniji so določene strukture zelo močne na eni strani, ki jih nekateri imenujejo strici iz ozadja, globoka država in podobno. Ni nujno, da je to popolnoma to, ampak dejstvo je, da nekatere struje so močne, ki niso izpostavljene. Po drugi strani pa v naši slovenski politiki, v slovenski demokraciji prevladuje strankokracija. In okolikor imaš ti na lokalnem nivoju politike, ki so del močnih ali pa parlamentarnih strank, seveda ti s svojimi idejami, tudi če imajo dobre namene, žal ponovadi ne pridejo skozi v Ljubljani, ker morajo najprej skozi strukture lastne stranke, kjer ponovadi niso lokalni interesi v ospredju, ker pač stranka, vodstvo je v Ljubljani in delajo druge stvari. In ker pač ne morejo tukaj priti skozi, potem tudi na lokalni ravni potem ostane tako, kot je. In zato v Sloveniji recimo imamo določene posamezne občine, posamezne okolja, kjer so se posamezniki, ki niso bili vključeni v strankarsko politično življenje, ali pa tudi, če so bili, ampak so kljub temu imeli hrbtenico, so uspeli kaj doseči. Če pa pogledamo zadnjih 30 let politike, ki je vodila Ptuj, pa vidimo, da je bila pretežno povezana s političnimi strankami, ki so bolj ali manj skozi na oblasti v Sloveniji. In tukaj je verjetno problem, ker vlada v Sloveniji očitno še vedno raje vidi leto 45 kot pa 2000 let nazaj, kar bi lahko bil nacionalni biser in nacionalni posel za vse. In če k temu dodamo še našo ugotovitev, da je potem te ptujski kliki bilo v interesu, jaz vse bolj in bolj spoznavam, zakaj je ta ravno svetovljanskost Ptuja v preteklih 20 letih izginila, ker manj kot si napreden, manj si na očeh nekih ljudi in se mi zdi, da se je kar tak neko lokalno okolje, politično, ki si je porazdelilo in svoje kolege in familije na neka delovna mesta, zadovoljilo s tem, da smo nekaj tam na nekem robu, kaj ti njim je šlo v redu. Mladi so se pa tako izseljevali v Ljubljano in tujino, tako da se mi zdi, da potem to, kar rato neki status quo in problem imamo sedaj tu. Ja, to je to dejansko, da pač ljudje, ki imajo neke vzvode, pa ki vodijo določene inštitucije in programe na Ptuju, so očitno dovolj zadovoljni s tem, kar je. In zdaj jaz ne morem ocenjevati podrobnosti, ker nisem toliko vpet v same te inštitucije. Zdaj, kdo je zaposlen, pa kje, pa koga je kdo zaposloval, ampak v malem okolju hitro pride do kakšnih potikanj ali pa teh stvari. Jaz upam, da potem tudi zdaj, ko bomo začeli novi mandat, da ne bomo se morali začeti najprej ukvarjati s tem, pa ugotavljati, da pa je res na Ptuju prevladovala mediokracija pa negativna selekcija, kar je problematična stvar. Jaz tega ne želim projicirati naprej, ampak definitivno so to stvari, ki omejujejo
delo. Ne? Ampak se veš, lahko je tudi prijatelj pa družinski član zaposlen v osnovi. To samo po sebi verjetno ni problem v malem okolju, ampak dejstvo pa je, da moramo gledati na rezultate. Ne? Ja, to pa zdaj že po toliko letih lahko komot vidimo po statistikah na samem repu. In če se spomnimo, ko smo se 4 leta nazaj pogovarjali in danes se lahko pogovarjamo o enake stvari. Ja, Vmes med najnimi pogovori izpred 4 let in danes smo še betonplato dobili, denimo. Dejansko, v nekaterih stvareh smo dejansko še nazadovali. Še nazadovali. Oziroma ne, da samo nismo napredovali, ali pa smo napredovali tako počasi, da so še nas tudi nekateri drugi prehiteli. Seveda, zdaj novinarji, mediji nam postavljajo številke, tudi ste videli, ko smo bili na soočenju na TV Slovenija, seveda novinarji TV Slovenija natančno analizirali situacijo mestne občine Ptuj in številke so kot so, statistika je neizprostna in jasna in jaz mislim, da tukaj na Ptuju je potreben velik preskok. Zdaj, ali je to samo menjava generacije, ali je dovolj, da se ljudje zamenjajo, ali je potrebno še kaj več, jaz mislim, da dejansko ja, tako kot sem že na začetku povedal, potrebno je vnesti v naše okolje, pa v naše delo več duhovnega in kulturnega aspekta, več mednarodnega povezovanja in to nam bo prineslo tisti preskok naprej. To niso direktno materialne stvari, to ni direktno denar, ampak to je tisto, kar pa pritegne. Naše delovanje, kako mi delujemo in kako mi delamo z našim mestom, o tem, da smo sploh pripravljeni se povezovati, da smo sploh pripravljeni sodelovati v nekih mednarodnih inštitucijah, da smo pripravljeni vložiti v to, da bomo imeli svojega predstavnika v Bruslju, ki bo tam vsakodnevno skrbel za povezave. Potem se pa začnejo stvari odpirati, ker resna mesta po Evropi, pa resne regije to počnejo. Ni nujno, da to samo Ptuj počnejo samostojno, ampak lahko ga počnemo seveda skupaj v kontekstu spodnjega Podravja. Da zaključimo, katero številko obkrožiti za gospoda Križaniča in zakaj obkrožiti to številko? Torej, jaz sem na listi za županske volitve pod številko 4. Zraven tega moramo omeniti, zakaj mene, ker sem kandidat, ki me podpirata 2 listi, oziroma stranka in 1 lista. Sem edini tak kandidat tukaj, torej skupna lista stranke Resnica in nestrankarske ljudske liste Gibanja Zdrava družba. Skupaj imamo en modern pristop. Jaz upam, da bodo volivci to prepoznali. Povezali smo se ravno zato, ker smo še posebej izrazito v zadnjih 2-3 letih videli, na kak način je pokleknila slovenska politika in to od nacionalnega do lokalnega nivoja. In enostavno moramo vnesti več svežine, večji angažma, zato da se stvari, kot so se nam dogajale v zadnjih 2 letih, ne bodo več dogajale. Zato da bo Ptuj, da na Ptuju ne bodo enostavno samo rekli to, kar se dogaja v Ljubljani, bomo pa sprejeli. Ker dejansko tudi zdaj, mi se bojimo, da bo kmalu po teh naših volitvah prišlo do enega socialnega zloma, in to zaradi politike, ki jo naša vlada, pa nacionalna politika počnejo v kontekstu mednarodne politike. Počnejo neumnosti, grejo se vojne in nesmiselnih ukrepov in ljudem v Ljubljani zaradi tega ne bo nič slabše. Ampak zaradi tega bomo pa mi na lokalnem nivoju imeli probleme, večja draginja, pomanjkanje hrane, inflacija. To bo vplivalo na to, da bodo ljudje imeli manjšo kupno moč, podjetniki bodo zapirali vrata, saj država bo dala neke socialne subvencije, ampak socialni problemi bodo ostali v našem okolju. In mi moramo tudi naši vladi povedati, da mi se pač, glede na to, za kar smo tukaj ustanovljeni, mi se moramo ukvarjati z našimi lokalnimi infrastrukturami, na področju sociale, kulture,
ekonomije. Mi nismo tukaj prvenstveno zato, da bomo blažili negativne posledice slabih dejanj naše vlade. Ok, gospod Skrižanič, veliko sreče in se vidimo. Hvala za povabilo in vabim volivce, da podprejo mene in skupno listo pod številko 1. Super.